Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Zaključni koncert letošnjih grajskih večerov bo posvečen jazz glasbi. Na grajskem dvorišču bodo nastopili domači glasbeniki, združeni v Idrijskem plesnem orkestru. Gost v današnji oddaji o kulturi je dirigent in umetniški vodja tega orkestra Nace Koge, ki ga prav lepo pozdravljam. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Neke davne zvezde ste naslovili ta koncert. Na katere zvezde ste pravzaprav mislili? Ja, ta naslov je mišljen na tiste zvezde, ki so takrat nastopale, a ne? In srečo imamo, da jih je še nekih živih, da nam pravijo svoje spomine in da lahko poustvarimo ta dogodek, ki sledi v soboto. Se pravi, bilo je leto 1955, Rudniška dvorana in kakšen dogodek pravzaprav? Ja, to je bil dogodek, to ni bil navaden koncert plesnega orkestra, se pravi jazz orkestra, ampak je bil koncert, kjer so nastopili tudi zbor in godalni orkester. To je bil godalni orkester Lira pod vodstvom Rafaela Lapajneta. Zbor mešani, v bistvu je bil kar mladinski takrat, ne? Je pa čez poletje sestavil Franci Flander, to je bil pa v bistvu brat od Damjana Flandra, od dirigenta Idrijskega plesnega orkestra. Zanimiva je tudi zgodba, kako ste pravzaprav prišli do koncertnega programa tistega večera. Povejte nam to. Do koncertnega programa, ja. Enkrat na vajah v Pleh Muzik smo bili, je rekel Nejc Lapajne, on je iz, v bistvu bilo rekel, glasbene družine Lapajnetov. Je rekel, da ima neke kitarske note doma, ne. Sem rekel, bo prines, pa bomo pogledali. In mi je prinesel, jaz sem malo pregledal in smo v bistvu res dobili zlato, ne? Zato, ker nam je manjkalo, v bistvu sem še tu v celi zgodovini, namreč raziskujemo že kar 8 let zgodovino tega, in nam je manjkalo v bistvu sem še ta repertoar 50 let, ne? In točno v tej mapi so bile kitarske note, ne? Noter pa tudi natiskan program za nastop dne 25. avgusta 55. Tako da smo v bistvu tisto, kar smo iskali, smo dobili in nekako zdaj zaključujemo to raziskovanje zgodovinsko, da in to bomo zaključili in se bomo v bistvu čaka Big Band novo obdobje. No. In to mapo, če pokažejo našim gledalcem, imamo sedaj tukaj na mizi v studiu. Tako. Program imate tukaj na vrhu, ga lahko pokažete? Ja. Na takem tankem papirju, ne? Tako. Se pravi, tam so program za nastop Tolmin in Gorico, to je bilo leta 56, ko so oni imeli turneja. No, tukaj je pa program za nastop dne 25. avgusta 55, ne? In gor so tudi komadi, kot so American Petrol od Glenn Millerja. Vmes smo pa najdeli en komad, ki se imenuje Ko prideš z modrim trakom. In ko sem jaz to malo googlal pa iskal okoli, nisem nič našel. Sem pa v notah videl, da je podpisal aranžer Dušan Hren. In Dušan Hren ima danes čestitljivih 95 let in se mi je tudi oglasil, zrihtal kontakt, da smo dobili note iz RTV-ja in bo v bistvu ta aranžma po 70 letih spet zazvenil v Idriji, kar smo zelo veseli. Kakšna glasba je to? To je glasba, kak bi rekel, en slow fox za plesati, taka baladica lepa. Ja. V tem svežnju kupu not pa vidim tako marsikaj, ne? Večina pa pravzaprav za kitaro, ne? Tako, večina teh not je za kitaro, igral jo je Srečko Lapajne. Nobene fotokopije pravzaprav, ne? Nobene, to so takrat vse na roka pisala, ne? V bistvu prepisovali. So pa bili 3 Idrci, rečemo tudi pri Akademskem plesnem orkestru, ki ga je vodil lih Dušan Hren. In so v bistvu po pričevanju so iz Ljubljane nosili note, jih čez noč prepisali, da so lahko še tukaj špilali, kar so v Ljubljane, ne? Da je tako šlo pol tu naprej, ne? Kje so imeli vaje? Vaje je imel Big Band v stari šoli. Tam, pravi, kjer je zdaj Pleh Muzika, Pleh Muzika je na vrhu, Big Band je bil pa dol v pritličju na desni stran pod štengami dol, se pravi, če gledaš iz kavarne, je direkt okno tam, no. Je pa zanimivo, da je bil koncert 25. avgusta leta 55 in to na četrtek. Ja. Kako to? Res je.
Ne vem, jaz sem govoril z drugimi, tega vprašanja jim niti nisem zastavljal. Sam sem mislil, da je bila sobota. Očitno je bila neka priložnost, to nisem zvedel, kaj je bilo, ampak ja, bil je četrtek, letos pa bo sobota. Je pa zanimivo, da je bil v Rudniški dvorani, ki je bila takrat osrednja kulturna dvorana in ta je še danes namenjena kulturi. Ja, tako je. Ampak Rudniška dvorana bi bila zdaj premajhna za to zasedbo. Namreč igrali bomo Idrijski plesni orkester, ženski pevski zbor Tice pod vodstvom Nataše Kontaldo in Forma muzika pod vodstvom, to je godalni orkester, pod vodstvom Petre Jurič Pavšič. In za to zasedbo, ki nas bo gor na odru, nas bo, ne vem, 40-50 in Rudniška je žal premičkena, ne? Zato se bomo mogli v primeru dežja seliti v dvorano gimnazije Jurija Vege. Ohranila se je tudi fotografija iz koncerta izpred 70 let. Koga poznate od teh? Sami ste najbrž premladi. Ja, jaz sem premlad, ampak že od zmeri me zanima zgodovina in stare slike, predvsem Idrija, ne? Stare slike, stari posnetki in vse. In tudi, ko sem Nonota poslušal, kaj je razlagal, pa slike kazal, ne? Sem si zmeri nekako zapolnil imena, to me je pač tudi zanimalo, zato sem si verjetno tudi zapolnil. Tako da tukaj jih znam nekaj našteti, ja. Bosta pa, če bo vse posreč, bosta dva, ki sta v bistvu od Big Banda še živeča, bila na temu koncertu, ne? In to sta Marjan Kosmač, ki živi v Skopju, ki je prišel z avionom, se pripelje v Idrijo, v Slovenijo, ja. In Ludvik Velikonja, ki živi v Ljubljani. Tako da nam bo zelo v čast, če se bodo tega koncerta udeležili. Našli ste tudi nekaj solistk, pevk, ki so sodelovali takrat, sedaj so gospe v zrelih letih. Ja, tako je. Le še nekaj jih je med nami in sicer glih včeraj sem se oglasil pri Majdi Kertel, ki je v bistvu sestra od Danila Kertla, ki je špilal saksofon in ima čestitljivih 91 let in ve vse podatke, ve besedilo, ko pride z Modrim trakom. Ona je takrat študirala angleščino in je prevedla September Song od Franka Sinatra, je prevedla v slovenščino in mi je ta prevod tudi včeraj izročila, tako da ga bodo Tice odpele na koncertu in to bo nekaj zanimivega in lušnega. Da ta koncert leta 55 ni bil kar tako, pričajo tudi, bi rekel, objave v časopisu. Ljudska pravica, časopis Dnevnik, je sicer leto pozneje, ne vem zakaj, leto pozneje zapisal, da je bil to veličasten koncert in eden najpomembnejših v glasbeni zgodovini mesta. Avtor tega zapisa pa je bil kar Ciril Zlobec. Tako je. On je tam napisal, se mi zdi, da ima orkester zmeri polne koncerte. In zanimivo je, da je še danes tako. Čeprav igramo staro glasbo, se mi zdi, da je ostalo nekako v Idriji to, da tudi mlade pritegne in pač se koncerta udeleži tudi se udeležijo tudi mladi. In to nam je seveda v veselje, ne. Je pa res, da kot pravim, zdaj bomo s temi starimi komadi, s tem projektom malo prenehali, še zmeri bomo kakšnega not dali, ampak je čas, da se malo premaknemo naprej, da igramo še kakšno malo bolj moderno big bandovsko glasbo. Če povzamemo doslej povedano, našli ste note, našli ste fotografije, našli ste tudi programski list in našli ste tudi saksofon. Ja. Kakšna je zgodba tega inštrumenta? Ja, tega smo iskali. V bistvu je videli še en star bariton saksofon, ampak sem pogruntal, da ni ta prav, zato ker je vrat na drugi strani. V glavnem, potem smo ga podobili, ker je Andrej Lazar rekel, da še en mora obstajati in smo ga dobili pri Gregorju Bizjaku. In sicer to je bariton saks, ki je igral na tistem koncertu. In kot zanimivost sem prinesel tudi tole s sabo. To je pa v bistvu italijanske izdelave in sicer več kot 100 let star saks. Mislim, da je bil narejen prav za kraljevi rudnik, se pravi za godbo takrat, ne, ker piše Hor Regia Miniera. Ne. Izdelovalec pa? Izdelovalec je bil pa Rampone,
v sodelovanju z enim Kalcanijem, nekaj tazga. Preveč se nisem poglabljal, v glavnem. Letnice pa morajo biti tam 1918 do 25. Pa bi inštrument po vseh teh letih še zaigral? Lahko bi, sem bi mogel kar vložiti v njega, no. Za resen servis? Resen servis, ja. Sedaj vzgajate nov rod mladih glasbenikov, pravzaprav poprečna starost tako čez oko je najbrž okrog 30-40 let, ne? Na tej fotografiji so bili pravzaprav večinoma starejši gospodje. Ja, res je. Zdaj imamo pa v bistvu zelo mlade, a ne? Imamo tudi enega na trobenti, ki mislim, da je drugi letnik srednje šole, a ne? Tako da po večini smo noter mladi, no. Včasih pa ja, pri tem orkestru je bilo od 20 do 40. V bistvu je bilo podobno, no. Mogoče se sem starej izgledal, kot zdaj izgledamo bi. Je pa zanimivo, da je takrat Idrija imela mešani pevski zbor. Res je. Tega letos ne bo. Tega letos ne bo, žal ne obstaja v Idriji, ne. Me pa ful veseli, da je tukaj Nataša Contaldo, ki se trudi to enkrat obuditi oziroma ustanoviti, a ne, nazaj. Tako da upam, da se bodo ljudje odzvali, a ne, in da se bo to kmalu sestavilo, da lahko mogoče pa še kaj naredimo, a ne. Ta sestava izpred 70 let, najbrž med njimi ni bilo nikogar, ki bi bil akademsko izobražen glasbenik. Danes vas je kar veliko, ki imate akademijo, pravzaprav. Ja, res je. Tega znanja je bistveno več, ne? Ja, res je. Včasih so v bistvu, oni so poslušali z ploščne, če so sploh imeli ploščo, ali pa z radija. In so lovili tiste kanale, da so lahko slišali muziko, ne, in oni se to oponašali, ne. Šole takrat ni bilo kakšne hude. Pri nas je pa situacija čisto drugačna, ne. Že nižja glasbena šola je zelo dovršena in kar nekaj nas je pol srednjo glasbeno naredilo. Eni smo tudi akademiki vmes in je seveda zvok pol tudi temu primeren. Ne čakaj na maj, Vrtiljak mojih sanj in seveda Poletna noč. Bodo te 3 skladbe manjkale? Ne bodo manjkale. Te bodo uvrščene v program. To bo v bistvu, te komade bomo zaigrali vsi skupaj, a ne. In godalci in Tice. Moram pa povedati, da je zraven še solistka Nina Strnad. Njo smo si pa v bistvu že od samega začetka želeli, ker je v bistvu najboljša slovenska jazz pevka. In smo rekli, dajmo zdaj tukaj pri grajskem večeru, kaj ima Belgala event oziroma dogodek, da bi radi imeli tudi Nino zraven, tako da bo tudi ona odpela ene par komadov in smo zato zelo veseli. Vesela bo tudi publika, saj je to izvrstna izvajalka, interpretka. Res je. Če povzamemo, torej kdaj in kje? Torej v soboto, 30. avgusta 2025 ob 7. zvečer, bo pa na Grajskem dvorišču. Če bo lepo vreme? Če bo lepo vreme, ja. Če v Paziblu, pa Rosilu ali pa kaj, bo pa v telovadnici gimnazije Jurija Vege. V prvi vrsti pa tudi, kot smo rekli, nekaj nekdanjih glasbenikov izpred 70 let. Tako je. Nace Kogaj, hvala lepa za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in želim vam, da bi vam ta koncert uspel in da bi se ga, naprimer, čez 70 let spet kdo spomnil in ga ponovil. Hvala lepa, hvala za povabilo in se vidimo v soboto. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.